Danes v Pomurskem dnevniku na Cankovi slavili občinski praznik. Zaključni koncert glasbene šole. Mura je v Evropi. Evropske volitve so za nami. Vreme jutri bo pretežno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Na Cankovi so praznovali občinski praznik, v ta namen pa se je zvrstilo kar nekaj različnih dogodkov. Župan Danilo Kacjan je izpostavil tudi glavne izzive, s katerimi se bodo soočili. Od 23. do 25. maja so se na Cankovi zvrstile aktivnosti o praznovanju letošnjega občinskega praznika. Začeli smo že v četrtek 23. V bistvu kultura je tudi sestavni del življenja, ker če ne bi bilo kulturnikov, je vprašanje, kako bi mi danes živeli. Zato mi tudi vključujemo predvsem tudi v praznovanje občinskega praznika kulturo. Tako smo že v četrtek imeli eno likovno razstavo Vino Art. Nadaljevali smo v petek prav tako z eno likovno akademijo, kjer je zelo, bom rekel, so eminentni ljudje, ki se s tem ukvarjajo. Ob tem smo tudi pripravljali koncert skupina Aternom. Tudi smo se malo ukvarjali z športom. V soboto smo imeli v bistvu že ranih ur, jutranjih ur kmečko tržnico, kjer se predstavljajo tudi ponudniki iz občine Cankova, ki dejansko tržijo zdravo tisto kmečko hrano, katero bi mogli se bolj zavedati, da tudi bi bolj mogli uporabljati. Nadaljevali smo z dnevom odprtih vrat za zdravo življenje pri ambulanti na Cankovi. Potem smo pa pač imeli slavnostno prireditev, na kateri je bil slavnostni govornik tudi predsednik državnega zbora, gospod magister Dejan Židan. Najzaslužnejšim smo tudi podelili priznanja in plakete. Mislim, da se dostikrat ne zavedamo, da imamo nekaj ljudi, ki so morali verjetno marsikaj postoriti, da je danes to, kje smo. Več o dveh razstavah, ki sta na ogled, je povedala Monika Hajdinjak. Ob letošnjem občinskem prazniku in 20-letnici delovanja občine Cankova smo tokrat pripravili kar dve razstavi. V sosednjem prostoru gostimo razstavo mednarodne likovne kolonije Vino Art iz Dubrovnika. V tem prostoru, ki je sicer tudi na novo pridobljeni prostor našega društva in ga danes tudi uradno otvarjamo, pa se nahajajo likovna dela naših ljubiteljskih slikarjev, domače likovne sekcije Ludvik Vrečič. Ob tej priliki pa smo v goste povabili tudi članico našega društva, sicer iz Sečovlja, ki se danes predstavlja s keramičnimi izdelki. Kacjan pa se je dotaknil tudi izzivov občine. Moram poudariti, da v bistvu 5 mesecev sem pač župan. Delam profesionalno, vendar nisem profesionalno zaposlen. Delam po mojih najboljših močeh. Jaz, ko sem šel v kampanjo, nisem nekaj obljubljal, ampak sem obljubljal samo to, da dejansko res moramo, če hočemo, da imeli obstoj Cankova še naprej kot občine, poskrbeti, da bodo ljudje ostajali tu doma. Nam se piramidno pada število prebivalcev, mi imamo v tem trenutku samo 1860 prebivalcev. Nam se piramidno stara prebivalstvo in bomo imeli dolgoročno izredno težave pri zagotavljanju medgeneracijskega sodelovanja. Mi imamo na šoli 132 otrok, mi imamo v vrtcu 52 otrok in če bodo se ti trendi v tej smeri šli, se bojim, da občina, ki nima prebivalcev, ne more obstati. No, občini verjamejo, da jim bo s pravimi ukrepi in aktivnostmi uspelo uresničiti zastavljene cilje. V četrtek bo v Murski Soboti potekal koncert zborov in orkestrov. Kdo vse se bo predstavil in kaj vse pripravljajo, pa nam bo povedal dirigent Pihalnega orkestra Boštjan Lašič. Lepo pozdravljen. Lepo zdrav. Povejva za začetek, kdo vse se bo ta četrtek predstavil v Murski Soboti na koncertu? Ja, na naši glasbeni šoli delujejo 4 orkestri in 2 zbora. Se pravi otroški in mladinski zbor in kitarski orkester, potem harmonikarski orkester, zaigrali nam bodo tudi godalni orkester ter pihalni orkester. Povejmo morda, kakšen repertoar pripravljajo, za kakšne skladbe bo pravzaprav šlo, za kakšno glasbo? Predvsem bo filmska glasba letos v ospredju. Filmska glasba, Tako. se pravi iz znanih filmov. Tako angleških in tudi slovenskih. Povejva to, kdaj točno in kje bo potekal koncert, da bodo gledalke in gledalci vedeli, kam morajo priti. Ja, koncert bo na Grajski ploščadi ta četrtek ob 18. uri. Kaj se zgodi v primeru slabšega vremena? V primeru dežja bomo koncert izvedli v ponedeljek, 3. junij. Če bo še takrat dež, potem bomo v gledališču. Povejva morda tudi to, kako pomemben je dejansko ta koncert skozi leta, koliko ljudi ga obišče, kaj vidite, kakšen je trend?
Predvsem koncert zdaj že drugo leto bomo izvedli zunaj, ker je namenjen širši množici, ne samo našim staršem oziroma sorodnikom. Glede na to, da gre za zaključni koncert, pa se verjetno delo tukaj še ne konča povsem. Seveda ne, učenci se še pripravljajo na zaključne izpite, ter delamo tudi reklame po osnovnih šolah za vpis v naslednje šolsko leto. Tako, gospod Lažič, najlepša hvala za ta vaša pojasnila in srečno, naj vam je vreme naklonjeno. Hvala lepa. Nogometaše Mure je uspelo. Varovanci Anteja Šimundže so na zadnji letošnji preizkušnji doma remizirali s Celjem, kar je bilo dovolj za končno 4. mesto. Črno-beli bodo tako igrali kvalifikacije za Ligo Evropa. V Murski Soboti je bila v soboto odigrana še zadnja tekma letošnje sezone in zadnja, ki je imela tekmovalni naboj. Na Fazaneriji se je odločilo v potnikov Evropo, srečanje pa so bolje začeli gosti, ki so že v 3. minuti povedli. Po levi strani je prodrl Jure Travner, poslal žogo pred vrata, v polno pa je meril Luka Kerin. Muraše je vodilni zadetek Celja precej šokiral, saj so si prvo pravo priložnost pripravili v 45. minuti, ko je Nino Kauter iz roba kazenskega prostora stresel vratnico. V 6. minuti drugega polčasa pa je Fazanerija eksplodirala. Lepo sta kombinirala Matic Maruško in Amadej Maroša, slednji pa je z natančnim strelom premagal Matjaža Rozmana. Do konca srečanja smo videli nekaj pol priložnosti na obeh straneh, gostje pa so najbolj zapletili ravno v zadnjih minutah srečanja. Najprej je Aleksandar Bošković blokiral strel Jureta Travnerja, nato je poizkusil Mitja Lotrič, na koncu pa je Matic Maruško blokiral strel Roka Štrausa. Mura je zdržala, črno-beli pa so se tako po sezoni 2011-2012 ponovno uvrstili v evropska tekmovanja. Slovenke in Slovenci smo se včeraj podali na evropske volitve in izvolili 8 predstavnikov, ki nas bodo zastopali v Evropskem parlamentu. Med njimi ni nikogar iz Pomurja. Za 8 poslanskih sedežev v Evropskem parlamentu smo Slovenci lahko izbirali med 103 kandidati 14 kandidatnih list. Oddanih je bilo 481.849 glasovnic, 10.324 jih je bilo neveljavnih. Volilna udeležba je res da bila višja kot ob zadnjih evropskih volitvah, a je z 28,29% bila še vedno razmeroma nizka in ni dosegla pričakovanj, saj je torej glasoval le vsak 4. Slovenec. Najboljši izid na evropskih volitvah v Sloveniji je zabeležila skupna lista SDS in SLS, ki je zbrala okoli 26,43% glasov in s tem 3 poslanske mandate. SD je z okoli 18,64% glasov dobila 2 mandata, enako kot LMŠ, ki sledi s 15,58% glasov. En mandat je pripadal NSI, ki je glas namenilo približno 11,7% volivcev. Poslanci, ki bodo interese Slovenije zastopali v Evropskem parlamentu, so tako Milan Zver, Romana Tomc, Franc Bogovič, Tanja Fajon, Milan Brglez, Irena Joveva, Klemen Grošelj in Ljudmila Novak. Pomurje torej svojega predstavnika v Evropskem parlamentu ne bo imelo. Za poslanski stolček v Evropskem parlamentu so se sicer z območja regije potekovali Aleksander Jevšek, Jožef Horvat, Alja Domjan, Olga Belec in Marjana Škalić-Žužek. Največ preferenčnih glasov je zbral Jožef Horvat in sicer 5450, sledi pa mu Jevšek s 359 zbranimi glasovi. Na Sobota Info poročajo o delodajalcu, ki ponuja neobdavčeno plačo in namestitev. Za kakšno delo gre, preverite na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bodo padavine, deloma plohe in posamezne nevihte. Več o vremenu pa v vremenski napovedi.
Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 18 stopinj Celzija. Opoldne ste v Ukrajinskem parku Goričko namerili 16, v Lendavi in Radencih 17, v Murski Soboti pa 18 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo padavine, deloma plohe in posamezne nevihte. Ponekod bo pihal južni veter. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, torej v Murski Soboti in Mariboru od 12 do 13 stopinj, čez dan pa okoli 23. V sredo bo oblačno s padavinami, ki bodo zvečer ali v noči na četrtek ponehale. Ponekod bo pihal severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V četrtek bo pretežno oblačno in večinoma suho. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod drugod pa severni veter. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 9 do 13, čez dan pa od 14 do 23 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do prihodnjič.